Kaj je defenzivna vožnja? Z mojimi besedami to nekako opišem, kot da je to način vožnje, pri kateri se voznik nadaleč ogne vsem možnostim za nastanek prometne nesreče. Seveda to pomeni, da vozimo tako, kot je treba, se pravi po pravilih, predvsem pa, da nekako s prometom sodelujemo, da predvidevamo, da gledamo daleč naprej, da potem na koncu ni treba na polno zavirati ali pa še celo uporabiti kakšen tisti kritičen vozniški manever. No in za takšno defenzivno vožnjo smo lahko tudi nagrajeni. V prvi vrsti seveda s tem, da je naša vožnja manj stresna. Nagrada pa je tudi lahko ob vsakoletni registraciji. Z defenzivno vožnjo je lahko naša registracija cenejša, tako da uporabljamo aplikacijo Drive. No in aplikacijo Drive uporablja že preko 90.000 slovenskih voznikov. Skupaj so prevozili že več kot 1 milijardo kilometrov in seveda z vsemi temi svojimi kilometri dajo zelo veliko podatkov. No in tukaj smo na Hradeckega cesti v Ljubljani, kjer so podatki pokazali, da vozniki redno prekoračajo prometno omejitev. Tam je namreč znak za 30, vozniki pa tukaj redno vozijo 40. In predlagam, da zagrizemo v podatke in najdemo še kakšen tak primer. Preden se soočamo s podatki, predlagam, da najprej odgovorimo na pogosta vprašanja rednih driverjev. Manja Rajh, na primer, se sprašuje, kaj mora narediti, da bo njen rezultat 100 in ne samo 98. Pa čeprav je za status varnega voznika in seveda popust dovolj že 90. Meni na števcu kaže 130, na drivu mi kaže 121, ne? In kira je zdaj prava hitrost? Avtomobilski števec po domače nekoliko laže. Namenoma. Tako, namenoma laže. Ne. Kar pa Drive prikazuje oziroma vir trenutne hitrosti vožnje, pa je seveda sprejem iz signala GPS-a. Kaj zdaj? Se peljem 130, a se peljem 121? Prikaz omejitev hitrosti oziroma tudi trenutne hitrosti vožnje je samo kot asistenca uporabnikov. Osnova je še vedno spremljanje realnih cestnih omejitev. Tisto, česar jaz tudi mislim, da ne dosežem 100 točk, je to, da ker je Drive vezan na mobilni signal, da ne vem, je konec omejitve 50, ampak jaz se še moram 10 metrov peljati, preden se mi v Driveu nastavi hitrost. Se pravi, da ni dovolj natančen, kar se tega tiče. V bistvu gre tukaj res za samo naravo natančnosti GPS tehnologije kot take. Ta natančnost za namene javne uporabe je nekje tam 5 do 20 metrov. Recimo tlele, vidite, tule zdaj, če se tlele peljem, nek 50 metrov, potem šele reagira. Ne? Varna Manja nima prav, ampak preden vam povemo, v čem se moti, vam predstavimo še eno njeno zmoto. Omejitev hitrosti je včasih kakšnih 100 metrov naprej, ker že nobene hiše ali pa naselja več ni. Ne. Moram priznati, jaz pospešim, ne čakam do konca in tukaj se verjetno potem pozna tisti primanjkljaj točk do 100. Tako si jaz to razlagam. No, Boštjan Kop ima drugačno razlago. Pri zasnovi tega točkovanja voženj smo se takšnim situacijam želeli izogniti zaradi same življenjskosti oziroma neživljenjskosti. Če je nekje konec naselja oziroma začetek naselja, kjer se omejitev nenadoma spremeni iz 90 na 50, nekaj sekundno prekoračitev hitrosti ne kaznujemo. Podobno recimo velja pri izvozih iz avtoceste, kjer so omejitve hitrosti iz 130 na 40. Mislim, zdaj le 40, to mi je tumača, ne. Teh situacij ne kaznujemo oziroma ne vplivajo negativno na oceno vožnje. V primeru omenjene gospe je verjetno prišlo do prekoračitve hitrosti na nekem drugem odseku, ki je bila daljša več kot 5 oziroma 10 sekund. Torej, brez skrbi ni problema, če boste za nekaj trenutkov prekoračili omejitev hitrosti za nekaj kilometrov, kakšnih 3, 4, 5 km na uro. Drive vas ne bo za to kaznoval. Za te kratkotrajne prekoračitve seveda smemo reči, se zgodi. To je življenjsko, vsak voznik je že kdaj kakšno takšno zagrešil, celo naša vestna Manja ima v svoji zbirki tudi plačano kazen za prehitro vožnjo.
Takrat, ko sem prekoračila hitrost, se je to zgodilo zaradi tega, ker enostavno sem spregledala, da je omejitev hitrosti. Spregledali ste, ne? Ja. Ok. Eno rešitev imamo za vas, ne? Ja. Bo se presedli v ta drugi avtomobil, kjer imate pa še eno oko. In to oko se imenuje prediktivni tempomat. Ne samo, da vam pove, koliko je na določeno odseku omejitev hitrosti, ta moderni tempomat bo hitrost tudi samodejno prilagodil. Zdaj pa spustite tole, ker spustite bremzo. Tako da Ker zdaj pelje zdajle bi moral 90 in zdaj bo 50. začel bremzati, ne? Na 50. Ampak pozor, to je samo pomočnik, ki tudi kdaj pa kdaj zagreši. In zato ne mu očitati, da imate zaradi njega rezultat 98 na drivu. Marija. Poglejva torej kakšne primere iz vaših izkušenj. Kaj so vam recimo uporabniki driva sporočali? Aplikacija ima možnost, da uporabniki prijavijo napačno omejitev hitrosti. To funkcionalnost uporabniki s pridom izkoriščajo in vse te primere tudi mi potem z partnerjem preverimo in če se izkaže, da gre za upravičeno spremembo omejitve hitrosti, to tudi uredimo v podatkovni bazi. So pa tudi primeri, ko uporabniki morda napačno interpretirajo omejitev hitrosti. In en tak primer je v Ljubljani na odseku od krožišča Tomačevo pa do Črnuč. In uporabniki zamenjujejo tale znak, ki pomeni cesto rezervirano za motorna vozila, z znakom za hitro cesto. In na hitri cesti je omejitev dejansko 110, ampak v tem primeru pa je 90. Pravi, tukaj zagotovo prihaja do odbitka točk, koliko to pokvari rezultat skupen? Ena taka vožnja, ki v bistvu traja 2 km. Če gre recimo za vožnjo, v kateri je bila prekoračena hitrost časovno 90%, je ta ocena lahko zelo slaba, manj kot 40 recimo. Se pravi, če prav razumem, če je voznik v bistvu se peljal potem od križišča Tomačevega do Trzina prehitro, pa je prej prevozil celo Slovenijo, je to zelo majhen problemček. Če pa je vozil v bistvu potem samo od recimo, ne vem, Žal do Trzina, je pa to zelo velik problem. Tako, relativno, ampak celokupno ena taka krajša vožnja, če tudi recimo je ocenjena z oceno 60 ali še manj, ne vpliva preveč, če so vse ostale vožnje tekom tega meseca ocenjene 90 ali več. Preslabo poznavanje prometnih znakov je krivo tudi za rdeče pike pred šolo v Stražišču. Tukaj je lokalna osnovna šola in omejitev hitrosti v tem delu je 10 km/h, kar predstavlja tudi ta znak območje umirjenega prometa. Bolj umirjen promet bi si seveda zaslužila še kakšna slovenska šola. Tudi v okolici osnovne šole Besnica smo opazili, da kljub omejitvi 50 prihaja do povišanega števila prekoračitev hitrosti. Žal pa ti podatki za nekatere prihajajo prepozno. Za našo lastno analizo smo primerjali lokacije, kjer prihaja do pogostih prekoračitev hitrosti, z lokacijami, kjer so se v preteklosti že zgodile prometne nesreče. In to je recimo en tak, ne bom rekel lep primer, ker ni, ampak poveden primer v smislu podatkov, kjer vidimo, da je v preteklosti že prišlo do 2 oziroma v širši okolici še večjih prometnih nesreč in kjer še vedno prihaja do prekoračitev hitrosti. Morda je tudi infrastruktura v tem primeru neidealna. Ni morda vedno krivda v vozniku, da napačno interpretira hitrost vožnje. Se pravi, da to ni samo črna točka, ampak v bistvu rdeča točka. Točka, kjer je treba nujno nekaj narediti. Ja, morda že včeraj. Snovalcem infrastrukture pa bi moral dati misliti tudi primer, ki je povezan z odsotnostjo pravih podatkov v drivu. No, gledajte, zdaj je tlele omejitev 70, celo pot je 70, ampak meni na drivu zmeri kaže 90. Pa si jaz mislim, no super, pa se peljemo 90, ker je tako drive nič ne pokaže. Ja, res. Vse tega je kar nekaj, veste. Zakaj pa potem ne javite? Zato, da se mi tule ni treba 70 peljati. 70 se mi zdi, ne vem, pa nepotrebne. Najbolj me nervirajo, ko je 50, pa se pelješ, ne vem, 20-30 metrov, pa je 70, pa se zopet peljem 20-30 metrov, pa je spet 50 in to me moti. Ker se mi zdi, da če se nič tam takega ne dogaja, zakaj mora biti omejitev hitrosti. Ko nestrinjene z hitrostnimi omejitvami izrazijo vozniki z dobro razvito vestjo,
potem je to vsekakor treba vzeti zelo resno. Na koncu te zgodbe pa moramo poudariti še eno izredno pomembno dejstvo. Tudi z dinamično vožnjo se da doseči oceno 90 ali več, tako da nikakor ni pogoj počasna vožnja za dosego tega popusta. In to v našem uredništvu vemo iz prve roke. Namreč aplikacija Drive občasno ponuja tudi kakšne posebne izzive. Trenutno recimo poteka izziv za novo vinjeto. Da pa so driverji res tudi dinamični in strastni vozniki, smo pred nekaj leti spoznali v praksi. V družbi najbolj uspešnih slovenskih uporabnikov Driva smo namreč driftali s Mustangi. Torej, zadriftajte skupaj z driverji z vašim naslednjim klikom.